V vojni se uporabljajo različno orožje in eksplozivna sredstva. Umazana bomba je eksploziv z dodanimi radioaktivnimi snovmi. S takšno bombo bi lahko na določeno območje vnesli radioaktivni material in ga razstrelili. Tako bi predvsem umazali okolico, življenja in zdravja ljudi pa ne bi znatno ogrozili. Strokovnjaki pravijo, da takšna bomba večje škode ne bi povzročila, bi pa gotovo zelo prestrašila ljudi. Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je na svojem uradnem profilu na Twitterju sporočilo, da so po njihovih podatkih dve ukrajinski organizaciji prejeli ukaz, naj pripravita umazano bombo. Fotografija na desni strani kolaža, nad katero piše razvijanje umazane bombe, je bila posneta v Sloveniji. A to je lažna novica. Na 12 let stari fotografiji, ki je last Slovenske agencije za radioaktivne odpadke in je bila posneta v centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani, so detektorji dima oziroma javljalniki požara. Takšni javljalniki so nameščeni po mnogih objektih po svetu in njihov osnovni namen je, da ob požaru in pojavu dima oddajo signal in nas opozorijo na požar. Detektorji vsebujejo radioaktivni vir, zato so radioaktivni odpadek. A agencija jih skladišči in zanje ustrezno poskrbi. Na lažno informacijo se je tako z zapisom na Twitterju odzvala tudi slovenska vlada. Pojasnili so, da so radioaktivni odpadki v Sloveniji varno skladiščeni in pod nadzorom, ter da se ne uporabljajo za pripravo umazanih bomb. Širjenje lažnih informacij je v vojni nekaj običajnega. Vojskujoče se strani namreč tako poskušajo prestrašiti nasprotnika, vplivati na javno mnenje in upravičiti vojno. Hitrost širjenja informacij po spletu pa jim delo olajšuje.